Moj spomin na to dvorano in na kulturni center seže pravzaprav rekla najbolj nazaj v tista 80. leta, ko sem bila še na plesu predilcev. Ni bil sicer to tisti pravi špinerbal, kot so organizirali včasih, ampak bil je še eden zadnjih plesov, ki ga je organizirala predilnica Litija. Bil je seveda veličasten in nekaj prav posebnega, na katerega smo se pravzaprav tudi kar malo pripravljali. No, kasneje sem seveda v kulturni center zahajala skupaj z svojimi otroci na razne prireditve. Bolj pogosto pa jasno v zadnjem času, kjer sem pravzaprav kar reden obiskovalec prireditev, dogodkov, ki se odvijajo tu v kulturnem centru. Največkrat seveda tudi po službeni dolžnosti, ko nagovorim obiskovalce, pa tudi izvajalce v imenu občine Litija in se jim seveda tudi zahvalim. Zahvalim za pravzaprav udejstvovanje, kajti vemo, da številnih prireditev, številnih dogodkov, poleg Zavoda za kulturo in mladino in šport, ki je pravzaprav profesionalen organizator vseh teh dogodkov, so seveda tudi naša številna društva, klubi, skupine, ki prirejajo tukaj razne prireditve in mislim, da tako kot sem jaz ponosna, smo lahko pravzaprav vsi skupaj ponosni, da se je v tej dvorani odvilo toliko ene lepe, dobre vsebine, enih lepih in dobrih dogodkov. Je pa vedno, ko stopim na ta oder v kulturnem centru, me preveva en tak, bom rekla, slab občutek oziroma nekaj tako, bom rekla, čudnega, kajti vedno se povzpnem na oder in zviška gledam na obiskovalce, na gledalce. Zato sem seveda še toliko bolj vesela, da se pripravlja pravzaprav preureditev tega kulturnega centra, celotne stavbe in takrat bo seveda tudi ta dvorana z tem delom, pravzaprav, ko bodo sami sedeži lepo poravnani, bom rekla, v obliki amfiteatra, se pravi, se bodo dvigovali. Bo najbrž tudi bolj prijazna, tudi za tiste, ki nastopajo tu na odru, bo prav gotovo drugače kot sedaj. Je pa res, da se vsi skupaj veselimo tega trenutka, ko se bo pravzaprav ta preureditev dvorane in pa same stavbe začela. Še posebej pa je pomembno, da se bo preurejala tudi zunanjost, kajti mislim, da ima ta dvorana tudi izredno zunanjost, sploh ta drevored, kamor bomo lahko umestili in kjer se bodo lahko odvijali številni dogodki, posebej v poletnem času. In ko pravzaprav se spominjamo na našo preteklost te dvorane, ne smemo pozabiti seveda zelo krutega leta 2023, ko je bila poplavljena in predvsem moramo tukaj biti ponosni in se zahvaliti pravzaprav vsem tem uslužbencem, vsem zaposlenim v kulturnem centru, kajti dejansko so vzpostavili, sanirali prostore v tako kratkem času in jih ponovno pravzaprav vzpostavili za to, da smo obiskovalci lahko ponovno prišli na prireditve. Če govorimo o prihodnosti in seveda o preureditvi tega kulturnega centra, nikakor ne smemo pozabiti potem tudi na vsebino. Mi vemo, da se v tej dvorani odvilo ogromno kulturnih dogodkov, lepih prireditev in verjamem, da bodo naša društva, naše skupine tudi v prihodnosti še vedno tako ustvarjalne, še vedno tako polne idej, inovativne, da bodo z veseljem potem tudi nastopale v tej novi, prenovljeni dvorani
in da bomo obiskovalci še z večjim užitkom pravzaprav zahajali v ta kulturni hram, ki je tukaj sredi Litije.